Lepo pozdravljeni v 5. epizodi podcasta Naložbeni navdih, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Generali Investments. Danes je moj gost Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. Marko, živijo? Živijo. Eno leto je od nastopa tvojega mandata v upravi Ljubljanske borze. Tvoji prvi vtisi, mogoče kakšne smo pričakovanja prej, pa zdaj le eno leto kasneje. Že eno leto, ko gre hitro čas, ne? V bistvu lepo leto. V bistvu dejansko gledano, po 3 letih pa pol sem se na nek način vrnil v celotnem obsegu svojega delovanja na kapitalske trge, ker je na nek način moj hobi in tudi zdaj postalo del vsakdana. Dejansko, ko govorimo o borzi, sej sam poznaš kapitalske trge dober, praktično vsak dan se nekaj novega zgodi, zanimivi ljudje, premiki na trgih, nove priložnosti. Je pa bilo dejansko zadnje leto res tudi izjemno intenzivno, ampak vse skupaj je to lažje, če si obkrožen s pravimi ljudmi, če imaš pravo ekipo, da lahko skupaj delaš na teh zadevah in da se lahko tudi skupaj veseliš uspehov. Prišel si iz centralne banke, iz Banke Slovenije, še predtem si delal v 2 komercialnih bankah, če se ne motim, in zdaj ta dinamika dela je verjetno tle čisto druga. Dinamika dela drugačna kot na Banki Slovenije, zagotovo. Tam sem bil recimo z manjšim delom svojega časa vključen na kapitalske trge, pokrival sem neprekinjeno poslovanje, kibernetska tveganja, operativna tveganja, tudi v delu finančna tveganja. Prej v družbi NLB skladi pa dejansko pokrival podobno področje, samo z druge strani zgodbe. V bistvu na strani investicij, zdaj pa dejansko na strani ponujanja infrastrukture. No in zdaj, če narediva en tak snapshot, kje je Ljubljanska borza recimo danes ali pa recimo v zadnjem letu, če gledajo zdaj tak presek zadnjega leta, kje smo danes, kar se tiče borznih članov, kar se tiče likvidnosti, velikosti trga, vsega. Jaz mislim, ko govorimo o nekem snapshotu, da je mogoče fajn pogledati tudi malo v bistvu zgodovino, malo daljšo zgodovino, ker dejansko na Ljubljanski borzi imamo negativen trend že vse od leta 2007. Se pravi, število borznih članov se je znižalo recimo iz približno 30 na, mislim, da jih je 8, število izdajateljev iz približno 90 na 17, tudi likvidnost je upadla, obrat tržne kapitalizacije, skratka, negativni trendi praktično prisotni vse, že skoraj 20 let. Vseeno v zadnjem letu 2 zaznavamo obrat, sploh v zadnjem letu, v tem letu, so pozitivni trendi pri kar nekaj teh metrikah. Recimo, če pogledamo sam likvidnost, v lanskem letu je bilo nekaj čez 500 milijonov prometa na vseh inštrumentih, v letošnjem letu, se pravi do vključno julija, blizu 500, tako da bomo verjetno avgusta že čez 500 milijonov evrov prometa, ker je to lani v celotnem letu, pa tudi, kar je še pomembne, obrat tržne kapitalizacije, se pravi, koliko lotov se obrne v letu, se izboljšuje. To je najpomembnejši v bistvu indikator. In kako ta trend zdaj ohranjati še naprej? A je zdaj recimo že en tak magnet za privabo dodatno likvidnost, ta visoka donosnost SB top indeksa, ali so še kakšni drugi, misliš, da mehanizmi, kako to, se pravi, ta trend, ki se je zdaj očitno začel, kako ga nadgraditi in kako ga ohranjati? Mi smo dejansko tudi sprejeli strategijo do leta 2028 in recimo nekateri izmed ciljev iz te strategije, to strategijo smo tudi javno objavili, tudi numerično opredelili določene cilje, recimo tudi glede števila novih izdajateljev, tudi glede obrata tržne kapitalizacije. In v bistvu to sta 2 tudi izmed naših strateških ciljev. Se pravi, vezano na te strateške cilje, ogromno nekih aktivnosti, ki jih izvajamo, ki jih bomo izvajali, zato da te segmente dejansko spravimo na višje nivoje. Sej verjetno predvidevam, da te tudi zanimajo mogoče številke. Ja, absolutno. Recimo, če govorimo o številu novih naložb, do leta 2028 pričakujemo 15 neto povečanje za 15. Se pravi, tukaj govorimo o vseh delnicah, obveznicah, ETF-ih, na borznem trgu in na CNTR trgu.
Kar se pa obrata tržne kapitalizacije tiče, pa dejansko načrtujemo do leta 2028 povečanje za 25%. Če pa gremo konkretno na delence, kar te verjetno še najbolj zanima, pa dejansko načrtujemo neto povečanje za 2. Pri čemer dejansko čisto plastično pomeni iz 17 na 19 delnic. Ja, okay. Pri čemer moramo vedeti, da verjetno bo v vmesnem obdobju prišlo še do kakega umika, tako da kotacij bi potem moglo biti več. Okay. Pa tudi to je potrebno dati v kontekst te dinamike, ki sem jo že prej predstavil. Se pravi, dejansko mi imamo vsako leto praktično negativen trend do zdaj. Od leta 2007, se pravi, iz 90 delnic smo prišli na 17. Mi tega trenda negativnega trenda ne želimo zgolj zaustaviti, ga želimo obrniti. In prej si tudi omenil na začetku nekoliko nekih novosti je bilo, odkar si nastopil funkcijo, torej 2024-2025. Ljudske obveznice so bile sigurno en zanimiv nov instrument, tudi ETF-i na slovenske delnice. Recimo zdaj, če pogledava tele ljudske obveznice, dve izdaj sta bili, vemo tudi, da obe obveznici kotirata na Ljubljanski borzi, torej je nek sekundarni trg. In recimo, je to zdaj pomeni to neko dodatno likvidnost zdaj za borzo, ne? Recimo imetniki teh obveznic, imajo te obveznice, pridejo na sekundarni trg, jih tam prodajo, pretopijo potem to svojo likvidnost v delnice ali to umaknajo. Ste videli kakšne take pozitivne eksternalije tukaj? Vsekakor, zelo pozitivne. Že same obveznice, posebej, če pogledamo drugo, pa prvo ljudsko obveznico, sploh druga ljudska obveznica, to je eden najbolj trgovanih inštrumentov na Ljubljanski borzi, česar marsikdo ne ve. Recimo, če pogledamo drugi kvartal letošnjega leta, mislim, da je bilo prometa nekaj malega čez 10 milijonov evrov v drugem kvartalu, kar je celo rahlo več, kot je bilo prometa z delnico Petrola, ki je 4. najbolj trgovana delnica. Tudi recimo s prvo ljudsko obveznico je trgovanje kar živahno. Recimo, če pogledamo samo včerajšnji promet, sem pogledal številke, včeraj je bilo, mislim, da s prvo ljudsko obveznico nekaj čez 20,000 evrov prometa, z drugo ljudsko obveznico nekaj čez 100,000 evrov prometa. Je pa res, da tudi dejansko vidimo, da se ta število vlagateljev povečuje. Praktično na večini inštrumentov. Recimo, če pogledamo Luko Koper, v zadnjih 2 letih pa pol iz 8,800 vlagateljev na 9,300 vlagateljev, kar je lepa rast. Podobno tudi na večini ostalih inštrumentih. Zdaj, a gre tle tudi za vlagatelji iz ljudskih obveznic, je težko reči, ampak mi ocenjujemo, da najbrž gre tudi za takšne vlagatelje, kar nas dejansko veseli. Ta priliv kapitala na kapitalske trge strani varčevalcev nas veseli. Ker če pogledamo, se velikokrat je v medijih tudi debate o tem, koliko denarja imamo Slovenci na bankah, 30 milijard, 25 milijard praktično leži neobrestovanega, iz leta v leto, pri nekaterih iz desetletja v desetletje. To je... Ampak mislim, da smo zdaj končno dosegli to, kar se že toliko časa pogovarjamo, kako preliti te bančne depozite zdaj v kapitalski trg. Vse to zdaj dogaja bolj, kako bi rekel, bolj intenzivno. Pa jaz mislim, da moramo pa delati še vedno na tem, ker teh 25 milijard, to, kar leži, to je mislim, da ključno vprašanje oziroma ključna zadeva, ne? Ker teh 25 milijard, to pomeni nacionalno katastrofo. Veš, koliko bo teh 25 milijard vrednih, ki leži neobrestovanih, vrednih čez 20 let ob predpostavki 2% inflacije, kolikor je cilj ECB-ja? Pol manj, še več. Pa tretjino manj. Tretjino manj. No? In zdaj si ti predstavljali, a bi bilo tam vsem varčevalcem tudi vseeno, če bi jim od 100 kvadratnih metrov stanovanja čez 20 let vzeli tretjino stanovanja. Najbrž ne? Ja, ampak verjetno si večina ne predstavlja tako plastično tega, pa bi si ampak to dejansko to pomeni. Ampak kar je še huj, če bi pa ti še upošteval, kakšno donosnost bi lahko dosegel, če bi recimo dal malce bolj tvegane naložbe, se pa hitro približamo tvojim številkam, ne? Pol manj ali pa še večkrat pol manj. Okay. Zdaj,
Okay, ljudske obveznice smo videla pozitivni učinek. Kaj pa ETF-i? To je zdaj mogoče lahko na kratko sam poveš, čist kaj je ta instrument ETF-a, in recimo ta novost, da je od lani naprej imamo, kaj mislim, da 2 ETF-a vezana na SBA Top, pa imamo pa še, kotirajo tudi ETF-i zdaj na borzi, na Ljubljanski borzi, ki so vezani na romunsko borzo, na hrvaško borzo, mislim, da če sem prav videl, na denarni trg. Skratka, spet nek nov instrument, ki predstavlja eno tako novo lahko vstopno točko za malega vlagatelja na borzne trge. Ja, to je sigurno nekaj pozitivnega. Ti ETF-i, dobrodošla zadeva, že nekaj let se postopoma dodaja. V bistvu gre za sklad, ki nalaga v delnice nekega indeksa. V primeru recimo SBA Top nalaga ta IC SLO ETF, se pravi Interkapitalov ETF na SBA Top, nalaga v delnice, ki so vključene v naš indeks SBI. Torej, en klik in imaš ti izpostavljenost do vseh delnic v SBA Top indeksu. Tako, dobiš z enim klikom praktično dobiš razpršitev. Moram reči, da smo kar precej optimistični glede tega segmenta. Vidimo pot navzgor. Dejansko celo v zadnjih mesecih ocenjujemo, mi smo pred par meseci, marca mislim, da smo javno objavili strategijo. Zdaj dejansko že mislimo, da bomo prek v letu 2028 dosegli cilje, kar se samih ETF-ov tiče, iz te strategije. Ciljih, ki so vezani na kaj, na nove ETF-e, na vplačila? Na število novih ETF-ov. Okay. Mi smo si dejansko zastavili, da si želimo vsaj en nov ETF. Verjamemo, da bomo do leta... En nov na leto? En do leta 2028. Verjamemo, da bomo to številko kar precej presegli, tako da bomo tudi verjetno strategijo prilagodili. Okay. Bral sem, Morgan Stanley Capital International je Slovenijo uvrstil v nov segment, so ga naredili napredni mejni trgi. Advanced Frontier Market. Tako, prej smo bili pa na samo mejni trgi, če se motim. Vse smo še vedno tudi. To je neka nova kategorija, podkategorija, ki je v bistvu zadnja kategorija do teh emerging markets. Kaj pa recimo to pomeni za Ljubljansko borzo? Vemo, jaz sem nekaj prebral, da je cilj Ministrstva za finance nekaj omenjali, da bi radi bili do leta 2030 pa v tej višji kategoriji tega emerging markets. Kaj recimo to konkretno pomeni za borzo? Iskreno povedano, relativno malo. Je sicer vsaj pozitivno z tega vidika, da se končno prepozna, da Slovenija ni recimo neka Burkina Faso. Ampak ja, v bistvu končen cilj mora ostati to, kar si je tudi Ministrstvo za finance zadalo kot cilj, da dobimo status emerging market. Ker to dejansko pol pomeni čist nove dimenzije, nov priliv kapitala, večjo likvidnost. Za koga radimo pol zanimivi? Praktično za cel svet. Ok, ne to taka, to je lahko tak, kako bi rekel, čist nek nova dimenzija za slovenski kapitalski trg. Pa ne samo za kapitalski trg, posledično tudi za samo gospodarstvo, za blaginjo Slovencev, za naše varčevalce. Mislim, to je bilo res pozitivno, praktično za vse. In je realistično do 2030, kot so si zastavili? Ne vem, koliko počas grejo ti procesi. Jaz ti tako lahko rečem. Mi, ko smo si v bistvu pripravljali našo strategijo do leta 2028, smo tudi o tem cilju razmišljali. Se pravi, o pridobitvi statusa emerging market. Ampak ti si moraš vedno zastavljati neke realne cilje. Nam se ta cilj do leta 2028 ni zdel realen, zaradi tega tudi naša vizija vezana na prihodke. Se pravi, mi želimo do leta 2028 imeti 2-krat hitrejšo rast prihodkov kot v predhodnem 5-letnem obdobju. In v bistvu še povečati na ta način svojo vodilno vlogo v Adria regiji. Se pravi, naš lastnik je Zagreb, ampak kljub temu v bistvu imamo mi največje prihodke izmed borz v naši Adria regiji. Nam se do 2028 to ni zdelo realistično, zaradi tega smo si zadali ta cilj prihodke. Zakaj pa prihodke? Zaradi tega, ker mislimo, da smo mi kot borza proksi za razvitost slovenskega kapitalskega trga. Se pravi, več prihodkov, kot bomo mi imeli, to bo odražalo tudi, da je naš kapitalski trg bolj razvit, bolj zrel. In dejansko na ta način se želimo približevati v bistvu temu statusu emerging market statusu. Ja.
Še eno dobro izhodišče si mi dal za vprašanje. Omenil si hrvaško borzo. 2015 je hrvaška borza kupila od ljubljansko borzo Dunajske borze, Dunajska borza pa se nekdaj 2011 ali ne, 2006. Mislim, da je bilo 2008. 2008, no. Skratka, mogoče čisto dimenzija malo, ne, zdaj kaj pomeni to, kakšno je recimo tle neko sodelovanje, kakšne so te povezave Hrvaška Slovenija, Hrvaška oziroma Zagrebška borza, Ljubljanska borza. Pa generalno gledano moram reči, da je zelo dobro. Recimo sploh z vidika operativnih sinergij je to partnerstvo funkcionira zelo dobro. Recimo IT storitev in to veliko najemamo pri Zagrebu, kar je ob naših malih resursih zelo dobro došlo. Kar se pa samega trga tiče, v bistvu se tako Zagreb kot mi soočamo s podobnimi izzivi. Oboji smo del frontier market. Zagreb ima večjo tržno kapitalizacijo, ima več IPO-jev v zadnjem času, ima pa precej nižjo ali pa nižjo likvidnost. Koristno tudi z tega vidika, recimo kar se tiče razvoja našega kapitalskega trga, tukaj nam Zagreb daje svobodo, da razvijamo naš kapitalski trg in kar se nam zdi res izjemno pomembno, ker recimo za vsako gospodarstvo je pomembno, da ima svojo lokalno borzo, ker to pozitivno vpliva tudi pol na sam kapitalski trg, posledično na gospodarstvo in na blaginjo državljanov. To potrjuje tudi razne študije o pozitivnem vplivu borz na gospodarstvo. Recimo za primer si lahko pogledamo kot zanimivost Škotska, Severna Irska pa Wales, kjer je v bistvu s centralizacijo v Londonu prišlo do nekega negativnega vpliva pri mobilizaciji domačega kapitala in tudi pri financiranju malih in srednje velikih družb. Ok, pa je še kakšen tak dober primer recimo države, da nima res svoje lastne borze, pa govorijo recimo v kakšni državi, ki je primerljivo razvita s Slovenijo. Pa gled, da bi bila neka primerljivo razvita država, da bi jaz vedel, ne. Si ne moreš. Ne, se ga ne spomnim. Ok. Zdaj, večkrat smo se pogovarjali tudi o teh novih uvrstitvah, instrumentov na borzo. Zdaj, kaj zadnjih par let v bistvu so samo dolžniški instrumenti, omenil si neko novo strategijo, kako pripeljati tudi nove delnice gor. Mene pa zdaj čist zanima, v Sloveniji smo zdaj res v zadnjih parih letih priča hitri rasti števila skladov tveganega kapitala, števila skladov private equity-ja. To je verjetno tudi zanimivo za borzo, ne? Recimo te portfeljske naložbe teh skladov, govorimo o nekih srednje velikih družbah, ki bodo tudi seveda iskale neke nove poti do virov financiranja. Kje je tukaj priložnost za borzo? Ja, sigurno je to zanimivo. Sam, če se vrnemo recimo mogoče malo nazaj, recimo v leta pred letom 24 ali pa celo pred letom 23. Takrat, če se spomnim, smo imeli res nizka vrednotenja slovenskih delnic. Recimo, če pogledamo po kazalniku PE in tudi po visoki dividendni donosnosti. V bistvu vrednotenja so bila tako nizka, da se lastnikom podjetij v bistvu praktično sploh ni splačalo iskati kapitalskih virov na borzi. Ali pa tudi dejansko o borzi razmišljati kot o neki exit strategiji, ker je boljšo ceno dobil druge. Recimo ravno mogoče tudi pri private equity skladih. Kar je na nek način, če pomisliš, paradoksalno, ker borza tebi nudi likvidnost, ti nudi tržno ceno, price discovery in zaradi tega dejansko bi mogla biti neka premija na ceno. Evaluacija bi mogla biti više. Ampak je bila glih kontra situacija. Kar je bilo demotivacijsko za kogarkoli potencialnega dajatelja. Tako. Ampak danes so bistveno boljše razmere. Se upam trditi, da je danes najboljša situacija za nek IPO v zadnjih 10 ali pa 15 letih. Vrednotenja so bolj normalna, vidimo, tudi povpraševanje se je prebudilo, tudi recimo imamo konkurenco na področju ponudnikov, recimo smo pripeljali Interactive Brokers, kar je tudi dobrodošlo. To od marca, ne? Od marca letos. Mislim, da od marca letos. Ja, okay. Mi tudi veliko delamo na tem segmentu in vse to je pač pozitivno za naprej in verjamem, da bodo tudi takšni private equity skladi v prihodnjih letih, sploh glede na številne investicije v private equity skladi in posledično številne naložbe, da bodo tudi dejansko o borzi
razmišljali kot o primerni alternativi. Kaj pa tale vaš C-Enter? To sem malo, ko sem delal research za tole, prvič sem tole zasledil, pa malo več povej, ker to je točno to nekaj, kar bi lahko bil del te zgodbe. Ne? Tako, vse to me preseneča, ne? Recimo ti si strokovnjak na tem področju, pa C-Enterja nisi toliko poznal. In dejansko, ko sem lansiral ta trg C-Enter, je bil ravno to namen, da bi to bil prvi korak podjetij na borzi. Se pravi, uvrstiš delnice na C-Enter, pač spoznaš zahteve, spoznaš kapitalski trg, se počasi prilagajaš in potem, ko si ready, greš na borzo. Prišlo je dejansko do tega, da je bila to zgodba o uspehu za dolžniške inštrumente. Se pravi, v nekaj letih smo imeli kar lepo rast na področju dolžniških inštrumentov. Zdaj mi verjamemo, da bo naslednji korak pri delnicah, se pravi sploh pri delnicah na C-Enter Advanced segmentu, ta je tisti pač naprednejši segment, in potem upamo, da v naslednjem obdobju tudi kaj iz C-Enter Advanced pride na borzo. No pa zdaj, če si čisto recimo plastično predstavljava, imava en private equity sklad ali pa en venture sklad, ena dobra investicija, podjetje, neko tehnološko podjetje hitro raste in se odloči recimo, da vstopi v tale program in verjetno neka končni cilj je kotacija na borzi. Kako bi to recimo bi to nekako tako izgledalo, pa kakšen bi bil recimo tale proces malo bolj? Pa jaz mislim, da private equity sklad bi se direktno odločil za kotacijo na borzi, ker z višjo likvidnostjo, s price discoveryjem, dobiš tudi boljšo ceno. Tako da to bi bilo po moje najbolj logično. Ampak recimo neko podjetje, recimo imaš, dajva si zamisliti eno tehnološko katerokoli podjetje, ali pa tudi slovensko podjetje, ki je na C-Enter recimo basic trgu, pa deva reči delovska hranilnica, pa nočem tukaj res nič namigovati, ima kar recimo nekje 200 vlagateljev in recimo ti vlagatelji vsem si mogoče želijo neko tržno ceno. Ne? In pride recimo mogoče najprej na C-Enter Advanced segment, kjer so pač zahteve malce večje, malo boljša likvidnost, tam ostane neki let, se postopoma prilagodi in potem dejansko ugotovi, da mogoče celo smiselno iti na borzo, ker mogoče potrebuje tudi nek nov kapital za nek dodaten projekt, za nek nov projekt, malo več projekt, mogoče za kakšne manjše banke, recimo, ali pa kakšne hranilnice, kakorkoli. In se odločijo, ok, gremo na borzo, naredimo IPO na borzi, zberemo nov kapital in potem gremo v takšno investicijo. Ali pa pač potrebuje kapital za to, da si izboljša kapitalsko ustreznost. To je opcija. Ne? Okay. No, jaz upam, da se bo to dogajalo, ker mislim, da je kar, vsaj jaz koliko poznam tale trg, in mislim, da je kar ene par potencialnih takih podjetij, ki bo dobila sigurno v roku parih let zrela za kakšen tak korak. Zdaj še ena velika novost se obeta, ne? Recimo, če recimo, da je bilo v 2024 taka velika novost, so bile ljudske obveznosti, 2026 prihajajo individualni naložbeni računi in INR-ji, mislim, da bo od marca bo možno vplačati. Zaenkrat se nismo še v našem podcastu pogovarjali veliko o tem, tako da lahko malo, da se dotakneva tega, se bo potem malo dotaknila, kako ti vidiš to čez vidika spet nekih pozitivnih učinkov na borzo, ampak kaj so te individualni naložbeni računi oziroma kot instrument, da je res čisto iz vidika malega vlagatelja? Ja, v bistvu ti računi, individualni naložbeni računi, najprej ne povem, da bodo stopili v veljav v začetku marca, gre pa v bistvu za davčno ugodne enostavne račune, na katere vlagatelj plastično povedano naloži denar in s tem denarjem lahko kupi delnice, obveznice, komercialne zapise, zakladne menice, vzajemne sklade, ETF-e. To so inštrumenti, ki jih lahko kupi. In kar je ključno, ko sem prej omenil davčno ugoden, dokler so ta sredstva na računu, so vsi dohodki neobdavčeni. Se pravi, kapitalski dobiček je neobdavčen, dividende, kuponi, praktično. Samo izplačila ne sme biti, ne? Tako. Ja. Do izplačila. Ko izplačaš, je obdavčitev 15%, razen če počakaš 15 let. Potem je prvo izplačilo neobdavčeno, po prvem izplačilu moraš za zopet novo neobdavčeno izplačilo počakati novih 15 let. No, pa so neke omejitve, vem, da so, ne, lahko mislim, da vlagaš samo v finančne instrumente, ki so OECD, EU države, ne, recimo nekih zdaj bosanskih obveznic, delnic, recimo, ali pa neka druga, iz neke druge države, ki ni OECD, recimo ne bi mogel. Mislim, da je tudi, pa me prosim poprav, da je omejitev ta, ne, da tle bo moglo jeti za sveže vplačilo, ne svež kapital. Ne boš mogel, recimo, zdaj, da imaš ti že neke delnice, pa te delnice prenesti v razen spet neka izjema, ne, v delnice vzajemne. Tako. Mislim, da ne, tako, ok. In to je sigurno, ne bo
vsaj poznamo, to ni slovenska pogruntavščina, ne, jaz sem mal bral neke statistike, vem, da je to eden bolj popularnih recimo instrumentov oziroma načinov varčevanja v Veliki Britaniji, mislim, da 25 milijonov. Aha, na Švedskem pa še bolj. Na Švedskem, mislim, da ima več kot 40% Švedov tak račun. No, v Angliji sem pa v Veliki Britaniji pa 25 milijonov. Pa če mene vprašaš, recimo Švedska gre za najbolj razvit kapitalski trg v Evropi. Pač če ga prilagodiš za velikost države. Ne? Recimo oni so imeli, mislim, do zadnjih 10 letih več IPO-jev kot Nemčija, Nizozemska pa Španija skupaj. Pa se tudi huda podjetja prihaja tam tehnološka. Ne? Čeprav recimo Klarna, kje bo zdaj Klarna njihova, kje bo kotirala? Če ne bo verjetno v Ameriki celo. Ja, mislim, da ja. Okay. Še eno se mi zdi zanimivo tlele, ker sem že razmišljal za svojo hčerko, ne? Tle boš lahko naredil ti zase, ne? Torej en račun na fizično osebo, lahko boš podprl tudi za otroke ali pa starši za vnuke, ne? Tudi to je pomembno. Ja, sigurno, ne? Mislim, vse tudi te omejitve, ki si jih omenil, ne? Mi smo v bistvu skozi celoten postopek sprejemanja tega zakona se pogovarjali z Ministrstvom za finance in jih dejansko tudi podpirali. In nam se zdi, da v bistvu je dober predlog. Seveda smo mi imeli tudi neke druge predloge, komentarje, ki niso bili upoštevani. Ampak all in all v bistvu je dober predlog, morda pa bodo recimo neki naši predlogi upoštevani v nekih morebitnih prihodnih dopolnitvah. In ko smo se pogovarjali, tudi si me vprašal, če se ne motim, kaj bo to pomenilo za Ljubljansko borzo. Ja. Jaz mislim, da bo to izjemno pozitivno. Ključen dejavnik pri povečanju likvidnosti. Zdaj ti si zamisli enega Slovenca, ki je pred časom kupil delnico enega slovenskega podjetja in ima danes skoraj zagotovo dobiček, kapitalski dobiček, in to lep kapitalski dobiček. In zdaj, če to delnico proda, v bistvu mora plačati 25% davek. Z leti se ta obdavčitev znižuje do 15 let, ko je neobdavčen. Se pravi, to te avtomatsko motivira k temu, da držiš delnico. Dolgoročno varčevanje, ne? Tako, in to je smrt za likvidnost. Smrt. Z INR računi, dejansko pa boš lahko končno, v bistvu, dokler boš imel ti sredstva na računu, trgoval. Vrtel denar znotraj tega računa. Znotraj tega računa, ne? In to ne bo pomenilo davčnega dogodka. In to je super za likvidnost. In to, da je super za likvidnost, je super za praktično vse. Za borzo, za kapitalski trg, za izdajatelje, za posrednike, praktično za celo državo. Ker to pomeni nižje tveganje, nižji stroški in tudi zmanjša ovire oziroma olajša pot do cenejšega kapitala. Je bilo pa vam tudi všeč verjetno ta zneskovna omejitev, ne? Mislim, da koliko 20,000 evrov na začetna investicija v prvem letu, potem pa še 5 na vsako leto, plus še 5 dodatnih, če investiraš v slovenske instrumente. Ne? Sej v začetni fazi, čisti ta prvi predlog, smo se o mal drugačni verziji pogovarjali, ki nam je bila mal bolj všeč. Okay. Čist ne spomnim, kako je bila, ampak da bi mogel obvezno del sredstev nalagati tudi v slovenske inštrumente. Ok. Obvezno, skratka. Tako, ja. Ne, da kot opcija, ta opcija do 5,000 evrov. Ampak da bi nek odstotek tudi mogel nalagati v slovenske inštrumente, kar ne nazadnje pač je eden izmed ciljev INR računov. Ja. Seveda je to zelo fajn za varčevalce, tisto, kar smo prej govorili, da je potrebno teh 25 milijard spraviti na kapitalski trg in ti računi so pri temu sigurno pozitivni, ampak je pozitivno tudi to, da se s temi INR računi želi v bistvu razvijati slovenski kapitalski trg. Ampak kaj bi bila lahko boljša reklama za Ljubljansko borzo kot recimo donosi SBA Top v zadnjem letu, koliko mislim, da 50+%, če gledaš Europe Stocks 600, tam med 9 pa 11%, S&P 500, tudi mislim, da je tam okoli 10%, mislim, da ni boljše reklame zdaj za, ko se začnejo tele INR-ji, da dejansko ljudje začnejo investirati v različne instrumente vezane na slovenske delniški kapitalski. Ja, v bistvu, tako, če pogledamo skozi zgodovino, se res izkaže tako, da so pretekli donosi najboljša reklama. Žal, ker pretekli donosi ne napovedujejo prihodnih donosov. Ampak ti pretekli donosi niso dobri zgolj v zadnjem letu, ampak v zadnjih 15 letih. Recimo v zadnjih 10 letih recimo veliko Slovencev mladih nalaga v delnice na Nasdaq borzi. Ampak donosnost SBA Top je bila višja, kot je bila donosnost v zadnjih 10 letih, kot je bila, mislim, da celo donosnost Nasdaqa.
No, se to, če narediš malo primerjave, vidiš, ne, da je SB top, mislim, da med top 3 indeksi, tako globalno, ne, po donosu. Zdaj, vi ste sigurno delali na borzi, ste delali neko oceno, koliko takole čez palc pričakujete, da bo tehle INR-jev, koliko ljudi se bo za to odločilo? Ja, sigurno smo naredili neko analizo. V 5 letih mi pričakujemo recimo nekje številko okrog 400,000 računov. Okay. Recimo, če govorimo Švedska, ne, dobrih 40%, če bi to prevedli recimo na Slovenijo, ne, bi to bilo koliko računov? Se pravi 2 milijona. 2 milijona, kaj 600? 800,000. Okay. 800,000, se pravi, mi smo rekli, pol tega konzervativno. Pol tega, ne, smo slišali tudi precej bolj optimistične predpostavke, smo pa iskreno povedano slišali tudi malo bolj konzervativne predpostavke kot mi, ampak tle, kar se mi zdi mogoče ključno pri INR računih. Ko bodo ti INR računi, se mi zdi, da bi mogel vsak, ki ima kaj sredstev privarčevanih, dejansko odpreti ta INR račun in vplačevati skladno s svojimi zmožnostmi. Zakaj? Zaradi tega, ker s prvim vplačilom tebi začne takoj teči tisti 15-letni rok. Se pravi, ti vplačaš na začetku, vplačuješ, po 15 letih je neobdavčeno, če se odločiš vse izplačati, tudi tisto zadnje vplačilo, ki si ga mogoče naredil 1 leto pred potekom tistega 15-letnega obdobja. Zdaj, tudi če nimaš, mogoče trenutno ne veš, kam bi naložil, še vedno na Ljubljanski borzi imaš opcijo varne inštrumente, se pravi zakladne menice, pa recimo ljudsko obveznico smo menili in druge državne obveznice, tako da lahko začasno parkiraš tudi tam denar in s tem, ko nalagaš denar, se ti premoženje povečuje, ta čas, 15-letno obdobje ti teče, hkrati, ko pa imaš denar dejansko, ko pride do priložnosti, imaš denar pripravljen. Likvidno, čist likvidno. Ne? Kako bo pa zdaj konkretno izgledalo tole odprtje tega računa? Kje bo šel lahko mali vlagatelj tole odpreti? Kdo bo ponujal te račune? Ja, večinoma bodo to domači borzni posredniki, ampak ne pa nujno izključno domači borzni posredniki. To bi bilo potrebno v bistvu bolj njih vprašati, to je vprašanje za posrednike. Ker vidim, meni so že dosti aktivni v marketingu, zato sem vprašal, moje bolj vprašanje to so, res to je limitirano samo na domače, oziroma lahko pričakujemo samo domače posrednike, ali bodo tudi prišli neki, recimo, zunanji tuji? Ja, jaz mislim, da bo tudi neki zunanji tuji, no. Okay. V redu, še nekaj sem se zdaj spomnil, ker sem dobil jaz osebno zelo veliko vprašanj, pa moram tudi upozoriti, kripto investicije tudi ne bodo pasale v tele INR-je, oziroma niso dovoljene, oziroma se ne šteje kot naložbe, ki bodo lahko bile v okviru tega INR-ja. To sem mogel izpostaviti, ko sem se zdaj spomnil, ker me veliko ljudi sprašuje, bomo zdaj prodali tale kripto, še da se izognejo tistemu davku, ki se obeta, in potem bodo počakali na marc in vložili to noter in bo znotraj tega potem mehurček neobdavčen. Ok, skratka, evo, spet neka taka verjetno stvar oziroma produkt, ki bo imel velik pozitiven učinek dolgoročen. Zdaj pa, če greva pogledati malega vlagatelja, spet da se večino pogovarjava o malih vlagateljih in priložnostih malega vlagatelja. Zdaj, kaj sva že vse naštela, kako bo lahko vse mali vlagatelj v prihodnje ali pa kako lahko že danes izpostavljen recimo slovenskim delnicam. Kaj sva rekla, direkten nakup, potem bo lahko tudi preko tega INR-ja, lahko ETF-i, vzajemni skladi. Zdaj, omenil si tudi ta Interactive Brokers, čista način nakupa, koliko to pomaga, zdaj, koliko to približa malim vlagateljem, recimo eno naložbo v slovensko delnico, to, da lahko ti z enim klikom preko mobilne aplikacije kupaš ta user experience, koliko misliš, da je pomemben danes in koliko bo še v prihodnje. Mislim, ta user experience, gamification, mislim, to je sigurno neka zadeva, ki je pomembna, ampak mobilno trgovanje, to praktično mogoče vsi borzni posredniki danes. Tako da mislim, da tle pač ne bi smeli biti kakšne težave za uporabnike. Nekateri so mogoče malo boljši, nekateri mogoče malo zaostajajo, ampak generalno to vsi ponujajo. Kar se pa Interactive Brokers tiče, vemo, kaj Interactive Brokers je eden največjih spletnih trgovcev na svetu, borznih posrednikov na svetu, tako da z tega vidika je to, da smo prišli, recimo, da se lahko slovenske delnice kupi prek Interactive Brokers, je sigurno super dopolnitev. Tudi z vidika konkurence, tudi
z tega vidika, ker večja konkurenca pomeni nižje stroške. Če imaš nižje stroške, enostavno pol to pomeni tudi spet več trgovanja. In spet profitira na koncu mali vlagatelj. Ne? Tako. In to, hočeš reči, da nas je tale Interactive Brokers nas je postavil na nekako Ljubljansko borzo, na zemljevid. Ja, ampak moram povedati, da stroški na Ljubljanski borzi se zadnjih 15 let praktično znižujejo. In tudi če pogledamo zdaj, mi sicer natančno ne poznamo številk, bi bilo zanimivo mogoče pogledati, ampak kar slišim z trga, v bistvu so primerljivi stroški. No? Tako da je videti, da so tudi slovenski borzni posredniki prilagodili neki novi realnosti, tako da ti stroški niso več problem. Pa tudi tako nasplošno bi rekel, doskrat se te stroške omenja v Sloveniji, ampak iskreno povedano, če pogledamo za neke retail vlagatelje, dolgoročne vlagatelje, v bistvu je to res nepomembna. Pa so v praksi občutljivi, cenovno občutljivi taki vlagatelji? Koliko ne? Mislim, vse te, kaj jaz poznam, ki se pokvarjajo z njimi, niso toliko zelo občutljivi, da bi rekel. Mi pa velikokrat zasledimo tako nekje v medijih, se reče, Ljubljanska borza je dražja, vedno bo dražja kot recimo neka Nasdaq borza, ker smo enostavno manjši, nimamo ekonomije obsega. Pa imamo tudi določene stroške, na katere mi ne moremo vplivati. Recimo, če pogledaš, tudi strošek Ljubljanske borze v celotnem strošku je relativno nizek. Nekje mislim, da smo delili enkrat izračune 15% celotnega stroška stranke. Tako da v bistvu... No, mislim, jaz bi bolj rekel, saj, tudi če iz mojega vidika gledam, pa saj tudi tem z ljudmi, s katerimi se pogovarjam, je ta user experience dosti bolj pomemben. To recimo, da imaš ti ta one-stop shop, da imaš ti recimo eno aplikacijo, pa imaš ti dostop do vseh ETF-ov, do vseh delniških trgov. To se mi zdi bolj pomembno. In jaz enkrat smo se pogovarjali tako med nami, šlo kdo gledati kakšne splošne pogoje, pa un fee schedule tam, da bi videl te cene. Ne, pa dejansko ne gre. Ne. Seveda, zdaj, če ti kupuješ za neke manjše zneske, ker je potem ta strošek pol večji, verjetno je to malo drugačne. Če pa kupuješ pa za večje zneske, jaz mislim, da je ta cenovna občutljivost bistveno manjša. Ampak mislim, da tudi slovenski borzni posredniki dejansko vse to ponujajo že zdaj. No, sigurno pa tako, kot si rekel, če je konkurenca med njimi, tudi potem bo tudi šel strošek. Je tako je ponudba boljša, ne? Zdaj, prej si omenil tole Švedsko, Švedska je sigurno, bi rekel, ali pa mogoče imaš ti še kakšne boljše ocene, recimo prebivalstvo, verjetno zelo finančno pismeno, vemo, da bodo tudi, saj bili so hitro v smeri neke čist brezgotovinske družbe, ki so hoteli svojo digitalno krono upeljati. Skratka, bi rekel, da so verjetno neki stopenj nad Slovenijo, kar se tiče finančne pismenosti ali pa neke povprečne stopne finančne pismenosti. Zdaj, če hočemo tudi mi te INR račune približati posameznikom, koliko je zdaj tla pomembna vloga, recimo vas kot borze glede tega finančnega opismenjevanja, kako recimo sodelujete, boste sodelovali z ministrstvom za finance pri tem, sigurno, vem, da imate že vi ene par takih dogodkov, kjer je glavni namen ravno to finančno opismenjevanje, kakšne napore vi dajete v to že danes in kakšne boste dali v prihodnje? Ja, sigurno, finančno opismenjevanje izjemno pomembno in recimo te ljudske obveznice so tudi del finančnega opismenjevanja. In Ljubljanska borza je v zadnjih letih zelo veliko delala na tem segmentu. V letošnjem letu pa smo v bistvu to področje okrepili in tudi v prihodnjih letih skladno strategijo nameravamo to področje še okrepiti. Izvajamo ogromno dogodkov, jih povečujemo postopoma. Kam lahko pridejo, recimo naš gledalec današnji, kam lahko prije pogledati na spletno stran borze, na vaš YouTube kanal, kje imate vse objavljene? Praktično posod, ko si lahko zamisliš. Na naših spletnih medijih veliko objavljamo, na socialnih omrežjih, recimo sploh na LinkedInu, smo zelo aktivni, tiste ključne zadeve vedno objavimo na LinkedInu, praktično vsak teden objava ali pa 2, včasih kak teden tudi recimo 4-5 objav, tistih najrelevantnejših, tam tudi objavljamo recimo naše dogodke, tako da veliko delamo na tem področju. No, in lahko verjetno na tem mestu povabiš ljudi, da pridajo tole si pogledati. Vsekakor tudi, da se udeležijo naših dogodkov. Participacija je velika, recimo na zadnjem tašnem retail dogodku. Kako ga že poimenujem? Trguj na borzi. Trguj na borzi, tako je, trguj na borzi. Mislim, da je bilo 400 prisotnih udeležencev. No, tema recimo, kaj so bile teme? Čist Ljubljanska borza? Ne, tudi splošne teme. Predstavljali so se izdajatelji, slovenski izdajatelji, nekateri slovenski izdajatelji, ampak teme so bile od
od globalnih borz do Ljubljanske borze, do obveznic, ozaveščanja. Okay. In dejansko, kar je najlepše, je, da je ta dogodek za vlagatelje popolnoma brezplačen. V redu. Evo, imaš še kakšno tako zaključno misel? Mislim, da sva kar lepo obdelala, kje je borza danes, kje bo Ljubljanska borza jutri, malo kaj se obetajo spremembe, ena taka zaključna misel, pa je še zate dve taki kratki vprašanji. Ne. Nimaš zaključne misli. No, skratka, si pa zelo pozitiven oziroma optimističen, kar se tiče razvoja borze, kar se tiče povečane likvidnosti na borzi, vstopa novih članov, se obetajo zeleni, lepi časi za borzo. Mislim, da smo trenutno v nekem dobrem okolju, pozitiven moment, kot rečeno, tudi mi imamo ambiciozno strategijo za naprej in verjamemo, da nam bo pač uspelo to strategijo tudi uresničiti. Zapravo, da bomo više, kot smo danes, da se bomo postopoma približevali tudi emerging market statusu. Ok. Evo, še tri, v bistvu si že v večino odgovoril. INR bo v 3 letih povečal število aktivnih malih vlagateljev za več kot 50%. Mislim, da za precej več kot 50%. Za preveč več, no, super. Ker trenutno je število vlagateljev, če pogledamo na Ljubljanski borzi, pod 100,000. No. Ampak moramo pa vedeti, da jih je... Recimo Slovenci, tujci, kako... Ne, to... Je nekaj, kako bi rekel, verjetno veliko večjem delu Slovenci. Tako, to so Slovenci, govorimo. Nekaj manj kot 100,000, okrog 90, med 80 pa 90,000 je teh vlagateljev, ampak moramo vedeti, da teh vlagateljev je bilo še recimo 2010, 2008, 2009, skoraj 700,000. Se pravi, če govorimo o 300,000 na računih, potem lahko hitro zračunamo, kakšna rast vlagateljev bi to lahko bila. Ok, no, super, mislim, da so dobro zaključila. Marko, hvala. Mislim, da sva za malega vlagatelja lepo urisala priložnosti, ki se obetajo na Ljubljanski borzi, na slovenskem borznem trgu. Jaz bi te še enkrat povabil v podcast, mogoče enkrat naslednje leto, potem, ko bodo INR-ji v polnem razmahu, pa bo takrat malo pogledala, bo naredila eno retrospektivo, kaj so se danes pogovarjala, kaj so bile neka pričakovanja in kaj se potem dejansko dogaja v praksi. Sem bil kar precej optimističen, tako da... Ja, bo videla, bo pogledala en posnetek tukaj objavila, kaj so se pogovarjala, pa potem videla, kje smo. Ok, velja. Kaj smo ugotovili? Med drugim smo ugotovili, da je vstop na borzo ena najbolj preglednih in stroškovno učinkovitih poti za plemenitenje premoženja. Omogoča vam udeležbo pri rasti podjetij, pri dividendah, pri likvidnosti, pa tudi razpršitev vaših naložb. Če ste mali vlagatelj, se verjetno vprašate, kako vstopiti na kapitalski trg. 2 enostavni poti, prva pot preko družb za upravljanje, ki imajo vzajemne sklade, in druga pot pri borznih hišah preko ETF-ov. Ključ je začeti razumno, dolgoročno, predvsem pa redno. Hvala za poslušanje podcasta in srečno pri prvih korakih na kapitalskih trgih. Zaenkrat bo to. Hvala še enkrat, da ste bili z nami, da ste poslušali podcast Naložbeni navdih, ki smo ga pripravili skupaj z Generali Investments.